Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In seveda, če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In pa, če spremljate to kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je to všeč in seveda, da tudi malo požene algoritem. Kje smo mi ostali včeraj? Danes imam vsaj malce boljši glas. Če se prav spomnite, včeraj sem jaz bil bolj nevtralen. Bolj nevtralen zaradi tega, ker po internetu, še predvsem po X-u, je bilo en kup enih objav, doom and gloom objav, kaj se bo vse zgodilo na ponedeljek, kako bo vse popadalo, kako ljudje dejansko prodajajo z izgubo zaradi tega, ker mislijo, da bodo kupovali potem ceneje. In kaj se je potem zgodilo? Popolno nasprotje od vseh teh napovedi, ki so se pretakale po internetu. Seveda se je to šlo glede vojne v Iranu. In kot vidimo, tukaj ogromno stav na padec. Tukaj vidimo, so ljudje stavili na padec. Tukaj tudi, kar se Bitcoina tiče, in še vedno tukaj stavijo na padec. V vsem tem času smo pa mi rastli in zdaj smo spet, včeraj smo označili tole likvidnostno območje na okoli 74 000 in mi smo tole zdaj pobrali. In očitno bomo mi šli še naprej gor. Zdaj imamo tole konsolidacijo, ljudje še vedno stavijo na padec. In kje bi tole lahko bilo? Tukaj nad tem vrhom, nad 75 000, možnost je tudi 76 000, dajmo tole označiti. Tukaj na enournem časovnem intervalu lahko vidimo, včeraj smo mi zarisali tole špekulacijo, da bi lahko morda naredili head and shoulders, medvedji vzorec, ki pa ga potem nismo. Mi smo enostavno rastli naprej gor in naredili višji vrh. Tako da tole se ni išlo, mi smo dobili odboj, medvedji scenarij se tudi ni išel. Zdaj smo trenutno, kar se tiče RSI-ja, v prekupljenem območju na enournem časovnem intervalu, malo se ohlajamo. Na 15-minutnem časovnem intervalu pa smo že zadeli tole območje na okoli 50. Kar bi lahko marsikdo interpretiral tudi kot nakupno cono. Bomo zdaj videli, glede na to, da je toliko stav na padec, bi lahko to bilo gorivo za naprej gor. Kot smo rekli, naslednja meja 75 000, lahko tudi 76 000. Tudi funding rate je trenutno večinoma kar negativen, ja, kar bi lahko pomenilo isto gorivo za naprej gor. In če pogledamo mi tukaj tole včerajšnjo situacijo, ljudje dobesedno iščejo vrhove. Tukaj na tem vrhu so spet stavili na padec in tukaj zdaj so spet stavili na padec, pa potem tukaj na tem vrhu so spet stavili na padec in tukaj pri tem dnu, seveda. In to so bili zdaj vsi kaznovani. Dajmo pogledati mi zdaj še tukaj likvidacijska območja. Imamo jih nekaj spodaj. Tukaj je meja 73
1900, ampak glavnina vseh se nahaja tukaj na 75.500, tam nekje. Tako da, če zdaj mi nadaljujemo s tem trendom, če nas bo vleklo še naprej gor, bo seveda tukaj ta naslednja meja, ki bi jo lahko pobrali. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ta je tudi kar lepo eksplodiral. Tukaj imamo 15-minutni časovni interval in pa tukaj 1-urnega. In v bistvu, ja, na nek način se je tukaj izvršil naš bikovski scenarij, s tem, da mi nismo prišli testirati tele podpore, mi smo šli kar direkt gor. In pobrali smo tole likvidacijsko območje na 2350. In zdaj očitno bi tudi tukaj mi lahko rasli še naprej gor. To bom tudi zbrisal. Tudi Ethereum je bil kar precej negativen. Tukaj lahko vidimo, so ljudje spet stavili na padec in so bili kaznovani s to zadnjo rastjo. In zdaj pred kratkim se je začelo dogajati isto, kot vidimo tukaj, spet stave na padec in tudi na 1-urnem časovnem intervalu. Isto, tako da mi smo dosegli zdaj tale vrh, 2350, 2370. Da vidimo, kam bi mi lahko zdaj še šli. Mi kar nekaj časa osvežuje, bom jaz tole dal na 4-urni časovni interval. No, da vidimo. Ok, kaj imamo mi zdaj tukaj? Ena zelo zanimiva situacija. Jaz sem že gledal to tudi na dnevnem časovnem intervalu in sem se spraševal, Madonca, a mi slučajno zdaj delamo tukaj dvojno dno? Tole bom jaz pobrisal, da bo malo bolj vidno, to smo imeli vse prejšnje plane. A mi slučajno zdaj delamo tukaj dvojno dno, kar bi bil seveda bikovski vzorec in seveda vzorec preobrata. Zelo, zelo zanimiva situacija. In neckline mejo imamo točno tukaj, kjer se mi nahajamo zdaj. Na okoli 2360. In če je zdaj tole dvojno dno, bi mi, in seveda, če se izvrši, če se lepo izvrši, bi mi lahko prišli točno do te konsolidacije tukaj zgoraj, kjer smo se zadrževali kar nekaj časa. In to je meja na tam nekje 2950. Ampak zdaj bo treba videti, počakati predvsem, kaj se bo dogajalo s tole neckline mejo. Če jo mi prebijemo, in me kar ne uboga zadnje čase, naredimo podporo, odboj, ja, potem lahko seveda rastemo naprej gor. Bo pa seveda tudi treba opazovati, če mi tukaj slučajno naredimo, to je zdaj pač tudi odporna meja, trenutno se stikamo prav z njo, in bo treba gledati, če mi slučajno dobimo odboj. Potem imamo lahko tukaj še en scenarij, gremo narediti še eno višje dno. Kot vidimo, tukaj imamo dno, višje dno, in v tem primeru bi lahko naredili še eno višje dno in šele potem gremo naprej gor. In seveda še en scenarij, in ta bi bil medvedji, to je pa, da pač mi padamo dol, torej smo zavrnjeni, padamo dol in pa pridemo tukaj do tega dna na 1830. Tako da, ja, jaz mislim, da je zdaj
zelo zanimiva situacija. Trg je večinoma negativen in ponavadi, ko so vsi negativni, se trg obrne v nasprotno smer. Torej, nasprotno od pričakovanega. Tako da, ja, dajmo mi zdaj tole gledati, če je tukaj res dvojno dno, ali če bomo mi naredili še eno višje dno in bomo šele potem prebili tole mejo 2360 in če bomo mi res prišli do 2950. Jaz mislim, da bi to znalo biti še kar zanimivo, kot vidimo tudi tukaj na 4-urnem časovnem intervalu. So ljudje zadnje čase kar negativni. Nismo mi še prišli do preprodanega območja, ampak so pa kar negativni. Tako, če bo še karkoli zanimivega skozi dogajanje danes ali pa do našega naslednjega liva, bom seveda jaz to objavljal še dodatno na Patreonu in če se mi želite pridružiti tudi tam in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In pa, če spremljate to kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega liva zamudili. In seveda, poleg tega, če vam je to všeč, se priporočam za kakšen všeček, da tudi malo požene algoritem in da priporoča te videe še komu drugemu. Tako, jaz se vam zahvaljujem, da ste se mi pridružili, želim vam lep dan še naprej in se vidimo, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.